V organizaciji policijske uprave Maribor je potekala že 7. zaporedna štengijada. Tekmovalci so proti vrhu Kalvarije premagovali 455 stopnic, nekateri s tekom, drugi s hojo, tretji pa že napol s plezanjem. Štengijada je del projekta Otroške varnostne olimpijade. Z štengijado vsako leto, že 7. letos, damo humanitarno noto Otroški varnostni olimpijadi. V glavnem gre za državno prvenstvo policije v teku mešanih trojk na Kalvarijo po stopnicah. Zdaj drugo leto je letos pa že tudi odprto prvenstvo tudi za ostale, ki niso uslužbenci policije. Prijavljene trojke s prijavnino, ki znaša minimalno 15 evrov, sodelujejo v športnem dogodku s humanitarno noto. V glavnem pobirajo se prostovoljni prispevki, ki pa so namenjeni Zvezi prijateljev mladine. Torej namenjeni so pa letovanju otrok z tiste družine, ki si pač tega morda ne morejo privoščiti. Eno izmed pravil tekmovanja je, da pri medsebojni pomoči ali premagovanju proge ni dovoljena uporaba kakršnihkoli pripomočkov. To so vrvi, elastični sistemi, pohodne palice in podobno. Imamo danes prijavljenih zaenkrat 58 ekip, kar je zelo lepo število. Prijavljeni so tako policisti iz celotne Slovenije, tudi drugi uslužbenci policije. Zraven policistov, ki so zastopali različne postaje in sektorje, so nastopile tudi številne ostale trojke. Iz UKC-ja tudi ene šole imamo, pol imamo finančni urad, tako da več različnih institucij. Za policiste štengijada priložnost, da se pokažejo tudi v drugi luči, ne le v neprijetnih situacijah. Torej nismo vedno tisti, ki pišemo globe, izrekamo druge sankcije, tudi to je del nas, tako da se lahko se pokažemo tudi v tej humanitarni luči in pa seveda prijazni tudi vsej družbi. Pretekmovanja Otroške varnostne olimpijade so se s prejšnjim tednom zaključila. Po štengijadi konec meseca sledi še zaključni dogodek. Zaključek finale, kot lahko rečem, Otroške varnostne olimpijade bo potekal naslednji teden, torej v četrtek 31. maja v dvorani Lukna v Mariboru. Tam se bo 20 najboljših ekip iz 6 pretekmovanj udeležilo finala, kjer bo šlo zares, kjer bo pač pokazali, kdo je najboljši. Po startu prvih tekmovalcev so organizatorji naznanili, da so od prijavnin in prostovoljnih prispevkov zbrali več kot 1000 evrov, kasneje pa se je številka še nekoliko povečala.